kako ste zadovoljni z volilnim rezultatom zdajšnjim, ki kaže? No, jaz mislim, da smo lahko v danih razmerah kar zelo zadovoljni. Nazadnje gre za stranko, ki je nastala v izredno kratkem času in ki je v preteklem letu tudi imela zelo nehvaležno vlogo pri vodenju vlade. Se je pa še enkrat pokazalo, da slovenski volivci veljajo za zelo neizprosne. Namreč novim strankam dajo sorazmerno pošten kredit, hkrati pa od njih pričakujejo enormne obresti. Zato izpad, denimo, največje parlamentarne stranke, ki danes ni dosegla volilnega praga, pa seveda SLS in NSI to potrjuje in govori o tem, da pravzaprav v tej luči je številka, odstotek, ki ga je dosegla na volitvah za zavezništvo, kar zelo dober rezultat. Kako pa kaj komentirate dejstvo, da je v zadnjih dnevih se uspelo tako zelo povzpeti Združeni levici? Združena levica je, mislim, da najbolj prijetno presenečenje teh volitev iz preprostega razloga, ker je v Luki Mesecu očitno poosebila neko dosledno levičarsko držo, z nekaterimi tudi bolj radikalnimi stališči, ker je seveda tudi jasno povedala, da želi biti opozicijska stranka in mislim, da je en del volivcev to, kar s tem se zelo močno poistovetil. Tako da mislim, da je prijetno presenečenje in da bo zanimiva popestritev parlamentarnega prostora. Veselim njihovega delovanja tudi prihodnje. Zdaj, v prejšnjih mesecih smo bili lahko priča temu, da je zavezništvo Alenke Bratušek se skušalo združiti z nekimi drugimi strankami. Kaj je zdaj? Se boste še vedno skušali združiti, povezovati ali boste vztrajali sami? Težko bi na to odgovoril. Volitve so vedno tista točka, ko pride do določenih premikov na političnem prostoru. Jaz to bolj prepuščam tem dogajanjem in strankinim strategom. Vsekakor pa slovenski politični prostor na vsakih volitvah doživi kar resen pretres in to za neko stabilno delovanje države prav gotovo ni najbolje. Zato upam, da se bo politični prostor v prihodnje profiliral na ta način, da bo seveda na eni strani odprt za nove pobude, za nove ljudi, po drugi strani pa vendarle omogočil neko stabilno delovanje, kajti država, državljanke in državljani to potrebujemo. Se vidite v vladi z gospodom Mirom Cerarjem? Mislim, da je to vprašanje v tem trenutku prehitro, premalo preprosto vemo o vsebinskih prioritetah zmagovite stranke in mislim, da bo vsebina tista, ki bo odločala, katere stranke se bodo povezovale z stranko, ki je zmagala na volitvah. Verjamem pa, da v naslednjih dneh in tednih bo dosti bolj jasno glede neke osnovne perspektive, v katero smer naj bi se razvoj države zapeljal.